Danes smo na pogovornem večeru Evropa, kam greš? Konec tedna bomo praznovali 80. obletnico konca druge svetovne vojne. To je dan zmage. Dan zmage nad nacizmom in fašizmom. Za zmago so bili postavljeni temelji za Evropo. Evropo, v kateri bo vladala mir in svoboda. Demokracija, dostojanstvo, mednarodno pravo in človekove pravice so postale temeljne vrednote. Danes, po 80 letih konca svetovnih vojnih grozot, mir in svoboda nista več samoumevna. Vojna retorika v Evropi in grozeče izjave o vojaški ogroženosti in potrebe po oboroževanju nas skrbijo. Slovenija mora izpolniti svoje zaveze, vendar gola, surova vojaška moč ni varnost. To smo tudi teritorialci pokazali v osamosvojitveni vojni leta 1991. V Zvezi častnikov se tega zavedamo, smo za mir in delamo na tem, kako obraniti suverenost in našo obrambno sposobnost. Ljudje v Palestini in Ukrajini, če se omejim le na nam najbližji, strašni, uničevalni vojni, nimajo svobode. Norci so s svojimi ambicijami svet spremenili v klavnico. Žrtve njihovih zablod so ljudje, zato je poziv k miru še toliko bolj aktualen. Na današnjem pogovoru Evropa, kam greš, ki smo ga pripravili Zveza slovenskih častnikov, v sodelovanju z občino Slovenska Bistrica, sodelujejo izkušeni predavatelji in predavateljica, odlični poznavalci aktualnih razmer in izjemen voditelj pogovorov, pravnik brez dneva v svoji stroki, zato pa 40 let za mikrofonom in kamerami. Vodil je preko 4000 različnih dnevno-informativnih oddaj in naredil preko 10.000 intervjujev. Slavko Bobovnik, njemu z mislijo, vsako življenje, pokončano v današnji vojni, je izgubljeno za manj. Predajam mu besedo. Dovolite še meni, spoštovane obiskovalke, obiskovalci, gospa ministrica in gospodje na odru in lep dober večer. Verjetno se nam vsem skupaj zdi vprašanje Evropa, kam greš, hudo jasno in enostavno. Ampak odgovor nanj seveda ni tako enostaven in če se smem pošaliti, se bojim, da nam ga celo, kaj je že bila baba Vanga, ne bi imela odgovora, če bi gospa še živela v tem čudnem času. Si je pa seveda treba to vprašanje zastaviti čim večkrat. Kam greš Evropa? Stopaš po pravi poti. Se lahko pri prvi oviri še obrneš in se s tem izogneš vojni in ostaneš v miru. Vprašanje je pomembno tudi zato, ker gospe in gospodje v tej naši podalpski oazi ob nas živi tudi cirka 500 000 otrok. In pravico imajo v miru dočakati našo barvo las. Samo mi bomo odgovorni, če se jim to ne bo posrečilo. Se opravičujem, če me je malce zaneslo, sem pa vesel in počaščen, da nam bodo nocoj te dileme pomagali pojasnjevati. Nekdanja kolegica, danes ministrica za zunanje zadeve, gospa Tanja Fajon. Profesor, nekdanji predsednik države in človek, ki je, mislim, da okoli 13 let preživel v palači Združenih narodov ali vsaj blizu nje, dr. Danilo Türk. Mož, ki je poveljeval mnogim vojaškim enotam doma na Kosovo in v Afganistanu 2 leti tudi slovenski vojski, general-major Dobran Božič. Ter diplomat in vojak z izkušnjami na Kitajskem, v Iranu, NATO, OVSE-ju in še kje, gospod Mirko Cigler. Gospoda Božič in Cigler, tudi lani, približno pred enim letom sta bila v tej dvorani, smo bili skupaj v tej dvorani. Gotovo se spomnite, tam od zadnje nekje je ostal mladenič in rekel, zdaj povzemam njegov stavek. Nikar nas mladih, gospodje, ne oblačite v uniforme in nas ne pošiljate umirati na fronto,
zato da popravimo tiste napake, ki ste jih vi zagrešili. Če bi bili, gospa ministrica, takrat z nami, kaj bi odgovorili Mladeniču? Hvala lepa. Verjamem, da isto. Predvidevam, da si nihče ne želi, da se vojna v Ukrajini nadaljuje. Nihče ne želi, da se nadaljuje pobijanje civilistov. In zagotovo si nihče ne želi, da bi slovenski vojaki morali na ukrajinskih tleh brez kakršnekoli jasnosti, mandata, česarkoli tam sodelovati. Ogromno je vprašanj danes in ogromno je dilem, ogromno nepredvidljivosti. Vojna je tretje leto. Tretje leto si Slovenija prizadeva na različnih forumih, formatih, na eni strani vztrajati za trajen, pravičen mir, to, kar je vedno bilo vodilo naše politike. Na drugi strani razumemo boj Ukrajincev za ozemeljsko suverenost in celovitost, ker iz svoje lastne zgodovine vemo, da z orožjem in silo ni sprejemljivo spreminjati mednarodno priznanih meja. Na drugi strani si gotovo kot Ukrajina želimo čim prej miru. Koliko blizu tega miru in kakšen ta mir bo, pa mislim, da danes ne bomo imeli odgovora. Gospa ministrica, nočem biti nesramen, mislite, da bi bil Mladenič, ki nam je lani zastavil to vprašanje, zadovoljen s tem vašim odgovorom? Nisem poslušala, kakšen je bil kontekst leta nazaj ob tem vprašanju in kakšen točen odgovor. Si pa predstavljam, da noben danes ni zadovoljen, ko spremlja tudi najmanj ne politika, ko smo 3 leta vsakič znova obremenjeni z razpravami, kako priti do miru. Včasih lahko bi se strinjali z nemočjo, ko vidimo na neki meri tudi razpad svetovne ureditve, ki se je na nek način še poglobila z to rusko agresijo v Ukrajini, ko vidimo, da marsikje pravila, prav tista pravila, ki so za državo, kot je Slovenija, izjemno pomembna, ali gre za mednarodno pravo, humanitarno pravo, ali gre za enake standarde, načela do vseh oboroženih konfliktih. Danes živimo v svetu, kjer imamo največje število civilnih žrtev. In hkrati, ko gledamo, in Slovenija lahko gleda zelo od blizu, znotraj varnostnega sveta, kako sistem ne deluje. Še za vas, doktor Tirk, pravzaprav to isto vprašanje. Kaj odgovoriti Mladeniču, ki pravi, gospodje, vi ste zagrešili napake, zaradi katerih bomo mi danes umirali? Mislim, da je to zelo dobro izbrano izhodišče za pogovor. Zelo dobro izbrano izhodišče. Danes verjetno ni nobene preko težave ugotoviti, da rešitev ni na vidiku. Svet je v resni krizi in kriza se bo še poglabljala. In legitimno je, da se sprašujemo o preteklih napakah, tako kot ste vi postavili vprašanje. To je legitimno za začetek razprave. In če se vprašanje tako postavi, potem se mi zdi, da so nekateri odgovori danes dokaj jasni. Nekateri so pa taki, da niso jasni, ampak zahtevajo globlji razmislek. Nekaj, kar je razmeroma jasno, je to, če se spomnimo, ko se je začela razprava o tem, da bi Ukrajino povabili v članstvo NATO leta 2007. Je ruski predsednik Putin šel na Münchensko varnostno konferenco in tam imel en izredno dramatičen govor, v katerem je svaril, ne storite tega, ker to bo spravilo Rusijo v položaj, ko bo morala reagirati. Mi to ne želimo in želimo, da bi se našel nek dogovor, ki bi uredil status Ukrajine na njej zadovoljiv način, vendar ne znotraj vojaškega obrambnega zavezništva. To svarilo je bilo slišano, seveda. In jaz se spominjam tistih časov, vem, da je nemški zunanji minister Frank-Walter Steinmeier, ki je zdaj predsednik Zvezne republike, bil izrazito proti temu, da bi na bukareštanskem
vrhu NATO sprejeli sklep o vključitvi Ukrajine v NATO. To ni uspelo, poskušalo se je nekako za neko zamegljeno formulacijo narediti vtis, da se to verjetno tako ali tako ne bo zgodilo, ker ni bilo opremljeno z nobenimi programskimi vsebinami, ampak to je bila napaka. Zdaj, če se pa vprašamo, ja, ampak a ni bilo tisto obdobje polno nekih napak? A ni bilo tisto obdobje polno nekih napak? Poglejte to. NATO je povečal svoje članstvo iz prvotnih 16 na 32 članov. In danes najdete med resnimi komentatorji zelo jasno kritiko, češ, če bi takrat tisti, ki so o tem odločali, resnično pričakovali obrambne obveznosti, verjetno ne bi tako zlahka sprejeli tako velikega povečanja. To je bilo narejeno v nekem pričakovanju, da se članstvo lahko poveča, ne da bi nastale posebno hude posledice. To je bilo, tako bi rekel, lahkomiselno dejanje. Zdaj, jaz vem, da s tem, ko te stvari pripovedujem, tako kot jih danes preberem in kot jih danes lahko razumem, da odstopamo od tega, kako se je pri nas gledalo na ta proces in kako se je videlo pravzaprav širitev NATO kot neko popolnoma nedvoumno pot k večji stabilnosti in trajnemu miru. No, danes se moramo vprašati, ali ni bilo to vse skupaj neka napaka. Ampak seveda, spraševanje o napakah nam ne bo dalo rešitev, zlasti nam ne bo dalo avtomatičnih rešitev. Svet je postal precej bolj kompliciran iz cele vrste razlogov, ki niso samo povezani s širitvijo NATO, da se razumemo. Tu je cela vrsta drugih faktorjev, ki so mogoče bili še pomembnejši. In tisto, kar mislim, da je za današnji trenutek posebno pomembno, je, da razumemo, da kadar mi v Evropi, ki smo seveda zelo občutljivi in zelo tudi, če hočete, zaskrbljeni zaradi, da ne bom rekel prestrašeni zaradi vojne v Ukrajini, da mi razumemo, da je pravzaprav ta vojna globalni problem in ne samo regionalni problem, ker je tesno povezana njena dinamika, njen končni izid z odnosi med glavnimi igralci v svetu, pravi med Rusijo, Kitajsko, Združenimi državami Amerike. Na ta način postane stvar še precej bolj zapletena, ker seveda je treba pogledati, ali bi neka določena rešitev ustrezala vsem trem. Ja, prav, še komu. No, da ne bom zavlačeval, mogoče tu končam. Ja. Mnogi so seveda prepričani, da je odgovornost za to, za čas, v katerem smo, v tem, da ta naš kontinent ali pa naš planet ne premore več državnikov, da imamo samo še politike, ampak ne bomo zahajali v to smer. In gospod Cigler, kot da to še ni dovolj hudo, se resnična moč tistih, ki ne bi skrbeli za mir na tem planetu, manjša. Na Organizacijo Združenih narodov, mislim, Tone Partljič kakšen dan nazaj je rekel, da ga danes ta OZN zelo spominja na Ligo narodov, Društvo narodov, tik pred drugo svetovno vojno. Bi pokimali gospodu Partljiču ali odkimali? Ja, torej na prvo vprašanje o tistem fantu, ki je lansko leto tamle v kvotu tako emotivno reagiral. Jaz sem na mnogih podobnih okroglih mizah sodeloval in tisti outcry, tisti dejansko krik tistega mladeniča je bil prvi v seriji, ki so se potem ponavljali v tem letu. Kar nekajkrat v tem letu je iz publike prišel tak ali podoben krik. Pred kratkim sem bil na enih okrogli mizi na filozofski fakulteti, podobna reakcija. Pa na politični fakulteti prav tako. Glejte, to je znak tesnobe, ki se je naselila v ljudeh in zlasti v mladih ljudeh in v njihovih starših, ki se bojijo, da bodo njihovi otroci končali
v vojni, nekje v Galiciji, kot so naši pradedje šli pod Avstro-Ogrsko v Galicijo. In ne verjamejo evropskim inštitucijam, ne Evropski uniji, ne NATO, ne nacionalnim državam, ki jih preprečujejo, da se to ne bo zgodilo. Ne verjamejo, da če bo Ukrajina prišla v situacijo, da bi jo, ali pa da jo bo Rusija dejansko vojaško porazila in da bo morala kapitulirati, da se Evropa ne bo drugače odločila. Zdaj, iskati krivca v situaciji, ko razumemo, da smo v času, ko zgodovina obrača list, ko smo na novi prelomnici, ko še ne vemo točno, kaj to je, vemo pa, da ni več tisto, kar je bilo, in ne vemo, kaj nam čas prinaša. V takem času razmišljati o pametnih in nepametnih odločitvah lahko storimo samo takrat, ko nismo v poziciji odločevalca. V poziciji odločevalca se odločamo med temeljnimi vrednotami: mir, vojna. Zadnja raziskava javnega mnenja v Sloveniji prejšnji teden govori, 70% Slovencev se boji velike vojne. Hkrati 40% Slovencev, torej skoraj polovica, meni, da zato država, ki je najbolj odgovorna za varnost svojih državljanov, ne rabi storiti ničesar, da bi se bolje zavarovala za vsak slučaj. Tudi evropske raziskave kažejo, da smo mi ena redkih, ali pa mogoče najbolj redkih evropskih držav, ki je najmanj pripravljena investirati v svojo lastno obrambo. Mi, Slovenci, s tako zgodovino, kot jo imamo. Gospod Cigler, moč, vpliv OZN, Evropske unije, če hočete, zdi se, da gre strmo navzdol. Da bi nastal nov svet, nova svetovna ureditev, mora ta propasti. Del propada je razgradnja multilateralnih organizacij, mednarodnih organizacij, začenši z Združenimi narodami, z organizacijami Združenih narodov in seveda v Evropi, v prvi vrsti z Evropsko unijo in v drugi vrsti z Severnoatlantskim zavezništvom. Združene države to nalogo pod novim predsednikom v drugem mandatu zelo konsistentno izvajajo in lahko pričakujemo, da se bo to tako izvajanje nadaljevalo tudi v nadaljevanju. Mi, ko smo vstopali v to težko nalogo ali pa vlogo v stalne nečlanice Varnostnega sveta, smo se seveda morali zavedati, da vstopamo v to nalogo v času, ko nas tam čakajo samo kri, solze in kaj še tretje, in znoj. V taki situaciji, v kakršni so Združeni narodi danes, v tako polariziranem in tako antagoniziranem svetu enostavno ne morejo funkcionirati. Hvala lepa, gospod Cigler. General Božič, OZN, kaj pa NATO? Zdi se, da tudi NATO kmalu ne bo več kos tistemu, kar piše v ustanovni listini. Ali sem preveč črnogled? Ja, po mojem, jaz upam, da nimate prav. Jaz mislim, da NATO je zdrava in dobra organizacija, da je dobra in močna, pomeni tudi, da smo pridobili dve veliki članici, novi članici, Švedsko in Finsko, kar pomeni, da moč NATO, po mojem, se glede tega povečuje.
Kar se tiče obrambe in verjamem, da Amerika tam, ki je in kaže, kako bo šla iz NATO, jaz verjamem, da se to ne bo zgodilo in da bo ostala v NATO. In poslanstvo, jaz vam predlagam vsem, če pogledamo, kaj je poslanstvo in da pogledate pogodbo, ki je enostavna na par listih NATO, jasno piše v tej pogodbi, kaj so naše obveze in zakaj je namenjen NATO. NATO je obrambna institucija, predvsem politična obrambna institucija. Nikoli v naših načrtih ni bilo enega načrta za napad na katero drugo državo, ampak bila je vedno orientirana obrambno. Mogoče še to, torej Jugoslavija je leta 1952 želela priti v NATO in bila pogodba takrat pri predsedniku Titu na mizi za vstop v NATO, ker je tudi Tito takrat videl, da je NATO tisto okolje, ki zagotavlja takrat Jugoslaviji mir in to se ni govorilo, potem je pa Stalin umrl in je grožen strani Sovjetske zveze takrat propadla. Torej jaz menim, da je NATO sposobno tudi danes, NATO se krepi, res pa je pomembno, da vse članice NATO, torej ta cela veriga, da prispevajo svoj del. In če govorimo danes o 2% ali 5%, se ni pomembno, niti 1%, niti 1/10 ne dajemo v NATO, v neko strukturo NATO, ker NATO nima svoje strukture. NATO je samo skupek naših vojsk. In 2% pomeni, da je naša vojska, naš obrambni sistem, cel sistem, ki je cel sistem države pravilno postavljen in da zagotavlja to obrambo domovine in absolutno tisti del, ki je potreben za obrambo Evrope ali tega prostora izven Slovenije, da ta vojna nikoli ne pride in da ta fant, ki je tam bil in sem ga razumel, nikoli te vojne ne bo pripeljana v Slovenijo. General Božič, potegnili ste me za jezik. Kdaj smo mi v naši 20-letni zgodovini, odkar smo v NATO, izpolnili obljube in zahteve NATO? Nikoli. In najbrž nismo edini. Nismo edini. Kako lahko potem rečete, da je NATO močan? Zato, ker se vedno šlepamo mi, torej povem enostavno, na neke druge članice, ki pa zagotavljajo več, kot je to potrebno. In do zdaj je bila to večinoma Amerika, ignorantska je bila Nemčija in tako dalje, torej veliko držav je bilo, ampak ne glede na to so nekatere države, ki so pa zagotavljale obrambo za sebe, saj Amerika ni zagotavljala 3% denarja za NATO, predvsem za svojo obrambo, ki je pa tudi namenila nam državam. Torej, in če bi vsi zagotavljali tisto, kar bi mogli zagotoviti za svojo obrambo, pomeni, da smo tako močni, odvračalni, to pomeni, se Tito ni takrat, če govorimo, da poznamo, ker smo iz tega obdobja, ni gradil vojske, da bi koga napadel, ampak predvsem, da nekdo ne bi napadel nas. In ista logika NATO. Če je NATO močen, če smo mi Slovenci močni in če so močni Hrvati, Madžari, Italijani in tako dalje, potem pomeni, da je veliko manjša verjetnost, da nas kdo napade. Hvala lepa, gospod Božič. Gospa in gospodje, 34 vprašanj sem pripravil za nocojšnjo okroglo mizo. Vesel bom, če jih bom zastavil vsaj polovico. Gospod Türk, ali Evropa, sodeč po besedah in nekaterih dejanjih ameriškega predsednika, izgublja zaveznika iz časov druge svetovne vojne, hladne vojne? Jaz mislim, da je, zdaj, kaj je Evropa? Mislim, zdaj so eni časi, ko se vsa temeljna vprašanja na novo odpirajo. In tudi vprašanje, kaj je Evropa, kaj Evropo konstituira, kaj posamezne države predstavljajo znotraj Evrope, to so vse odprta vprašanja. In zato eno vprašanje o eni Evropi, o enem odgovoru enostavno ni mogoče. Vprašanje je mogoče, odgovor ni mogoč. No, po mojem mnenju je zdaj, če gremo tako bi rekel časovno, en ključnih problemov ravnanje Evropske unije. Evropska unija trenutno izkazuje neko vrsto odrevenelosti, neko vrsto paralize, nesposobnosti nekega resnega in samostojnega ravnanja. In seveda zlasti te zadnje iniciative, ki smo jih videli, o tem, da se bi Evropa želela nekoliko bolj odpreti Kitajski, nekoliko bolj povezati v nekem globalnem, nekem nastajajočem globalnem sistemu, ki bi vzpostavil nove parametre ekonomskega sodelovanja in preko tega tudi varnosti, to prihaja pozno, to prihaja prepozno. Evropska unija je bila dolgo let, rekel bi, ujetnica nekih svojih teorij o tem, kako je Kitajska neka nevarnost. Zdaj se bo izkazalo, da je kot partner še veliko pomembnejša od vsega tistega, kar se je pripisovalo kot nevarnosti. Skratka,
Jaz ne verjamem, da obstaja Evropa kot enota, tega zaenkrat ne kaže. Vidim, da je Evropa seveda še naprej podrejena in reagira kvečjemu na dejanja Združenih držav Amerike. Ali bo iz tega nastala kakšna bolj samostojna, domiselna politika, tega ne vem, tega ne vidim in tega tudi ne pričakujem. Hvala lepa, gospod Cigler in Božič. Samo po en stavek, preden damo besedo ministrici. Če Amerika, gospod general, potegne svoje vojake iz Evrope, če nam NATO ne daje več na voljo svojih obveščevalnih podatkov, ali NATO še lahko funkcionira? Gospod Cigler, mnogokrat je slišati med ljudmi, da vse te spopade, 120 jih v tem trenutku na planetu, poganjajo profiti. In ko se človek ozre na nekatere rasti delnic, recimo, res dobi tak občutek. Poglejte, samo eno oborožitveno podjetje. Ali profiti poganjajo spopade? Tudi profiti, ne pa samo profiti. Obstajale so seveda vojne, preden so obstajale vojaške industrije, kot jih poznamo danes, pa so prav tako bile krvave, intenzivne in tudi zelo dolge. Torej, današnja industrija, seveda, vojaška industrija v vojni služi, v vsaki vojni, vendar to ni edini, niti ne glavni argument, zaradi česa do vojne prihaja. V prvem vprašanju je pa direkten odgovor. Ja, Amerika je do Evrope postala sovražna. Ameriški podpredsednik je v Münchnu na varnostni konferenci jasno rekel, Amerika in Evropa nimata več skupnih vrednot. Pa ste Huntington, Samuel, ki smo ga študirali ob začetku razpada Berlinskega zidu in tako naprej, clash civilizacij, je govoril, da bo prišlo do trka civilizacij krščanskih in muslimanskih. Kaj se je zgodilo? Prišlo je do trka znotraj naše lastne zahodne civilizacije, med njenim zahodnim delom in njenim vzhodnim delom, ali če hočete, med njeno iliberalno demokracijo in tisto, kar še ostaja od njene liberalne demokracije. In če zdaj midva, gospa ministrica, rečeva, gospod Türk pravi, Evropa se mora oblikovati, preoblikovati, gospod Cigler pravi, Evropa se je razdelila znotraj, je torej ta Evropa sposobna preoblikovanja. Nekatere reči verjetno lahko počakajo, mnoge ne morejo. Zdaj, več refleksij imam na vse povedano, pa bom začela s tisto bolj črnogledo, ker sem pred kratkim bila v Indiji. Indija, zelo hitro rastoče gospodarstvo, država, ki si želi tesno povezovati z Evropsko unijo, skleniti prostotrgovinski sporazum do konca tega leta. Zakaj omenjam Indijo? Tam je bila velika konferenca akademikov, politikov, državnikov z vsega sveta. Indija razvija dialog. Prvi dan vseh nastopajočih govorcev ni bila z besedo omenjena Evropa. Zakaj omenjam to? Ker geopolitika danes, in dobro je, da se tega zavedamo, smo pred velikimi izzivi, se je usmerila v Indo-Pacifik. ZDA, Kitajska, Rusija. Evropa je politično in gospodarsko močno načeta, ampak jaz sem imela priložnost tam nastopiti v enem od uvodnih panelov, kjer pa sem vendarle želela reči, to je še 500 milijonski prostor. In to, kar se nam danes dogaja, bi mi lahko znali izkoristiti tudi kot neko priložnost. Predsednik Türk ne vidi te priložnosti. Jaz mislim, da če ne bomo znali ne politično, ne konkurenčno izkoristiti te priložnosti, potem se nam res slabo piše. Ampak ena refleksija, ker res se pogovarjam z veliko državniki, politiki iz vsega sveta. V OZN-u je danes več kot 100 majhnih držav. Zakaj omenjam majhne države? Za majhne države, kot je tudi Slovenija, je delujoč multilateralizem, so delujoče pravila svetovna še kako pomembna. Slovenija nima alternative mednarodni ureditvi,
mednarodnemu pravu, humanitarnemu pravu, ustanovni listini, če rečete, in delujočemu multilateralizmu. Mi danes v odnosu do ZDA, kar ste omenili kot kritično, ko nastopajo izključno transakcijsko, bilateralno, razdiralno do institucij, imamo zelo malo za ponuditi. Enako v odnosu, ko gledamo geopolitiko po svetu. In to je tisto, kar zdaj nedolgo nazaj sem bila v Azerbajdžanu, v Kazahstanu, države z dolgimi mejami, z Rusijo, s Kitajsko, z Iranom, se obnašajo preživetveno, transakcijsko, gospodarsko, ampak mi moramo se povezovati s temi enako mislečimi državami, s temi malimi državami in s tistimi, ki še vedno danes stojijo na skupnih pravilih igre. Bomo mogli marsikaj poguma, marsikaj razmisleka, močnega voditeljstva, tu pa vidim izziv znotraj Evropske unije, se lahko strinjava politiki, državniki, kje imamo danes močno voditeljstvo, kdo bo danes za pogajalsko mizo, ko pride do pogajanj za končanje vojne v Ukrajini, so vse zelo odprte dileme, ampak še enkrat, jaz mislim, da imamo lahko tudi priložnost, če bomo znali zagrabiti. Ne mi zameriti malce čudne primerjave, gospa ministrica, kako danes, ko potujete po svetu, kako ta svet vidi Evropo? Včasih je bila to mlada dama, ki je imela snubcev, kolikor hočeš, danes je to, kaj, malce ostarela gospa, ki se ne zaveda več, da se snubci ne potegujejo za njo in da gledajo drugam. Jaz ne vidim samo tako, ni črno-belo. Jaz mislim, da je ogromno držav, ki danes še vedno vidi v Evropo kot eno močno gospodarstvo, ampak seveda deluje zelo z geopolitiko na drugačen način. Kot pravim, geopolitika je danes usmerjena v druge dele sveta. Evropa, spomnite se Dragjevega poročila, kako smo konkurenčno zastali, kaj vse moramo narediti. Še vendar pa so danes Indija recimo, glavna država si želi povezovati. Tudi ZDA se nikamor ne umika. Pristop je drugačen. Jaz mislim, da tudi Kitajska, se strinjam, Evropa tu, če se bo znala pametno pozicionirati, smo izjemno veliko gospodarstvo. Ampak zato pa mora biti Evropa povezana, močna in pa enotna. Te vojne, ki jih imamo, zdaj jaz sem marsikdaj poslušala, kako smo dvojnih standardov, zlasti do globalnih partnerjev, da smo nastopali z različnimi standardi do vojne v Ukrajini, do vojne v Gazi, da nismo znali na enak način obsoditi Izraela, kot smo obsodili Rusijo. Jaz moram reči, da tu vsaj upam, da je Slovenija zagovarjala enake standarde in načela tudi znotraj varnostnega sveta. Gospa ministrica, še ena čudna primerjava in še eno čudno vprašanje. Cena za ameriško podporo je Grenlandija. Cena za to, da nas Kitajska lepo gleda, je Tajvan. Cena za to, za mir in rusko nafto, je Ukrajina. Pa bo mir na tem planetu. No, jaz upam, da nam ne bo treba na take kupčije pristajati. Zato tudi pravim, da bo tu treba precej trdnosti in ustrajnosti, da smo v svojih stališčih, Grenlandija se je Danska izrazito zoperstavila zaenkrat, v svojih izjavah, panamski prekop, vse to, kar danes spremljamo, jaz bom rekla, še vedno je veliko tudi nepredvidljivosti. Kako daleč gre do te grožnje čez noč, umik nazaj, tudi carine, ne nazadnje spet začasna prekinitev, ampak ne želim si napovedovati, kaj bo vse pomenila tudi nova ameriška administracija, s katero potrebujemo tesno sodelovati. Ampak svet je postal izjemno nepredvidljiv in ravno to, če ne bo te jasne svetovne ureditve ali pa da smo jo resno zdaj 80 let, se mi zdi, po koncu druge svetovne vojne, smo res priča razgradnji svetovne ureditve. In če bomo šli po tem koncu naprej, je tudi mene kot vse te Slovence strah, ali smo na pragu nove svetovne vojne. Ampak mislim, da nismo, pa ne želimo tudi s tem strašiti. Jaz mislim, da se moramo sam zavedati nevarnosti in strinjam pa se z ocenami, da moramo Slovenija več narediti v tu smislu svoje obrambne zmogljivosti. Velikokrat, gospod Jelka, govorimo o neki zelo preprosti formuli. Za več miru je treba več orožja, za več orožja je treba več denarja. Zdrži ta formula? Kratek odgovor je ne. Ker v bistvu orožje samo po sebi ne zagotavlja varnosti, lahko pa povečuje nevarnosti.
Tako da, zdaj, ker ste mi postavili tako enostavno vprašanje, na katerega je možen zelo kratek odgovor, bi rad posegel še v en del razprave odprej. Vidite, vi ste omenili 3 vprašanja, na katerih je zdaj se izkazala ta velika občutljivost in tudi, kjer se izkazuje nevarnost. Ne? Grenlandija, Tajvan in Ukrajina. Nobeno od teh vprašanj ni novo. Tudi predsednik Truman, ameriški predsednik po drugi svetovni vojni, razmišljal in predlagal priključitev Grenlandije Združenim državam Amerike. To je bilo potem ugotovljeno kot neprimerno in nepotrebno, ker je Danska bila bližnji zaveznik in je bilo možno stvari urediti drugače v skupno zadovoljstvo. In glede Grenlandije, seveda so spori stari še odprej, tudi delitev Grenlandije oziroma pripadnost Grenlandije Danski in Špicbergov Norveški je bila predmet spora v začetku 20. stoletja in če greste danes v stavbo Meddržavnega sodišča v Hagu, boste našli tam veliko pričevanj o teh stvarih, iz starih časov. Skratka, problemi niso novi in rešitve, kakršne se kažejo danes, oziroma ne bom rekel rešitve, zahteve, ki se kažejo danes, so znane odprej. Tajvan je del Kitajske. Nekega dne bo to združeno. O tem ni nobenega dvoma, samo to bo trajalo zelo dolgo. In Kitajska v tem smislu civilizacijsko-kulturnem in vsakršnem drugem. To ni prioritetna tema, ampak nekega dne se bo to zgodilo. Glede Ukrajine je treba razumeti njeno heterogenost, njeno kompleksno in boleče nastajanje, dejstvo, da so tukaj teritorijalni problemi na več mejah in da zdaj ne vidimo rešitve, bodo pa te rešitve po vsej verjetnosti močno razrahljale ozemeljsko celovitost Ukrajine. Na kakšen način in kako, to ne morem povedati. No, jaz sem želel teh nekaj konkretnih in nekoliko bolj provokativnih hipotez priključiti tej razpravi, da bi se mentalno pripravili na težka razpravljanja, ki nas čakajo. To pa moramo storiti in to zaradi tega, ker smo mi v Sloveniji predolgo verjeli, da je pravzaprav naša vključitev v euroatlantske povezave pravzaprav rešitev naših problemov. Mi smo išli iz ene razpadajoče države, Jugoslavije, želeli smo si varnosti, stabilnosti, prosperitete in vse to je dosegljivo tam in ko bomo enkrat tam, potem je prihodnost čudovita in brez problemov. To je bila zgodba, ki smo si jo pripovedovali, vsi skupaj. Jaz sebe ne izključujem, jaz sem tudi verjel, da je to pot in tudi je pot. Samo ta pot je trenutno in bo še dolgo časa povezana z zelo resnimi problemi. Zato moramo pogledati na te stvari iz različnih perspektiv. In za zaključek še to. Jaz sem bil na Münchenski konferenci letos februarja, ko je podpredsednik Vance imel svoj govor, ki je postal tako šokanten. Veste, ko sem ga tam poslušal, sem si mislil, možakar ima v nekaterih pogledih kar prav. V Evropi smo hitro pripravljeni verjeti v nekakšne iluzije in ne videti problemov, če jih nočemo videti. In se mi zdi, da je tu ta ameriški kritični pristop na nek način bil pričakovan. Zdaj, kako se bo razvil naprej, tega ne vem. Ampak takrat, kot rečeno, pri poslušanju tistega nisem bil posebno presenečen. In tega razočaranja in te zgroženosti, ki sem jo potem videl v medijih, nisem pričakoval. Gospod Božič, dr. Tirk pravi, da formula več denarja, več orožja, več miru ne drži. Ta naš planet je v preteklem letu za orožje dal 2,38 bilijona evrov. 2000,38 bilijona evrov. 10% več kot leta poprej. Ali smo torej danes 10% bolj varni, kot smo bili pred letom, ali smo 10% manj varni? Zelo dobro vprašanje. Jaz bi vas prvo vprašal, kaj se v zadnjih 3000 letih spremenilo. Vojne, propad imperijev, rast imperijev, nove koalicije, nove zaveze in se kaj veliko ni spremenilo. Torej, zdaj pričakovati, da se bo pa zdaj kaj veliko spremenilo, če se zadnjih 3000 let ni spremenilo, se verjetno ne bo. In verjetno to realnost. Zdaj, če vsaka obramba zahteva oborožitev in zahteva obrambo in orožje, to stane. Leta 1991
vse nam ni bilo treba imeti orožja, ne? Bi pač z noži šli na cesto, v Mariboru so bili nekateri hrabri in so šli pred tank sami in tako dalje. Bi lahko to naredili, ne? Pa nam je pomagalo orožje, ki smo ga teritorialci imeli. Nam je to pomenilo varnost in zaradi tega smo ohranili samostojnost. Torej zdaj govoriti mogoče, da se oboroževati ni potrebno, mogoče ni pravilno v tem času. Tako da jaz menim, da države ravno zato, ker hlepijo po večji varnosti, se to paradoks in se strinjam, ne, hlepijo po večji varnosti, se tudi zato bolj oborožujejo, opremljajo in tako dalje. Torej jaz menim, da ko je ta govor 2% ne ali 2% ja, je izračunano, to ni zdaj izmišljeno, da to NATO hoče ali pa Nemci in tako dalje, da je to nek minimalni standard, ki ga države morajo zagotavljati, da imajo neke približne obrambne strukture, ki zagotavljajo določeno varnost te države. Torej, če danes gremo in jaz vam povem, če danes rečemo, mi pa ne potrebujemo vojske, pa imamo neko minimalno, se zna zgoditi, da bo kakšna država, ki nam sosedna, niti ne mogoče Rusija, rekla, pa se ta del, pa kaj vam ni jasno, zgodovinsko je ta del naš, pa kaj vam ni jasno, to bomo mi vzeli. Ne? In to je tisto, če dopustimo logiko Ukrajine in logiko tega. Vse to je normalno, da je to naše, vse je zgodovinsko bilo več naše kot pa slovensko. Ne, in to je veliko pogovora o teh delih imamo. Torej jaz menim, da če imamo primerne sile, če imamo ljudstvo, ki je odporno, ki se zaveda, tako kot leta 91, kam gremo, kaj hočemo in da želimo imeti slovenstvo tukaj, kot je pomembno, da gremo po tej poti, da se opremimo, oborožimo in da celo družbo opremimo, ne slovensko, ne govorim vsem tem. Torej, jaz mislim, da to je edina pot v tej situaciji. Je to prava pot, tista logična pot? Absolutno ne. Jaz sem tisti prvi, ki bi rekel, Peace Brothers, ne, dajmo mi si orožje stran, dajmo uniforme dol in zdaj se imamo pa radi. Očitno to v našem svetu nikoli ni delovalo v 3000-letni zgodovini in jaz ne vem, zakaj bi bilo. Ne. In vedno najdemo kakšne ljudi, ki so narcisoidni voditelji. Ne, poglejte zgodovino. Ne. Moja hčerka vedno reče, ženska nobena ni vojne začela. Poglejmo lidere, ki so začeli vojno. Ne. So vedno imeli neke pomanjkljivosti in če danes pogledamo svet, so nam trije svetovni voditelji, ne, torej predsednik Xi, predsednik Putin in načeloma predsednik Trump povedali, da svet ni urejen tako, kot ga oni mislijo. In to smo slišali pred prvo svetovno vojno. So rekli, svet ni urejen, mi bi radi imeli Grenlandijo po to, mi bi radi imeli taj in ni urejen po njihovo, kako mora biti. In so se zmenili, da bo svet malo drugače urejen. To jaz tako vidim. Zdaj pa, a to pomeni, da se razorožimo in da nam brez orožja bo boljše? Ne vem. Jaz mislim, da ne. 2% ste omenili, ne govorimo več o 2%, Rute govori o 3,5%, celo o 5%. Namerno sem vam predstavil tiste številke, kaj ti Rusija je v primerjavi z ostalimi lani svoj vojaški proračun povečala za 38%. Kje je konec tega? Torej zdaj moramo gledati samo za primerjavo, to so neke študije. Za enega mrtvega na fronti vojaka, hudo, je potrebno 1 milijon metkov. Torej povprečju se izstreli 1 milijon metkov, da je en mrtev na fronti, to ko gledamo vojno, ko damo čez, recimo 5-letno vojno, koliko je bilo izstreljenega municije. To so take, ne. Torej naša skladišča so prazna. Zakaj smo mi do tega pripeljali? Ne, torej ne vem. Ampak mi smo, ne samo mi, Evropa je sprazna skladišča, ker ni bilo potrebno devati municijo, dajmo rajš maslo, dajmo rajš to, dajmo socialno in tako dalje. In je pravilno, da to damo. Ampak skladišča malhe so bile prazne. Torej danes, če vprašamo Evropo ali pa Slovenijo, za koliko ur, če gledamo milijon, da izstrelimo za enega mrtvega, za koliko ur streljiva imamo vsi skupaj, je verjetno bolj malo. In Rusija se pokazala, da so bili dobri, ne? Oni so imeli 3 leta se točejo, ne? Torej so res dobri, so bili skladišča polna. In jaz menim, da to napolnimo skladišča nazaj, ne? Mi imamo izračune, pa niti ne bom govoril, kakšni so te izračuni, samo Slovenija in potem Evropa, ker smo to zanemarjali. Nemčija tudi ni devala veliko 2%. Ne? In 2% je tisto, da se skladišča napolnijo, da so opremljeni, da se oprema kupi in da se usposablja, da so sposobni za obrambo. In to je tisto, kar je. General zelo jasno postavi nekatere številke in potrebe, gospod Cigler, ampak polovica Slovencev je še vedno proti temu, da se povečajo izdatki za vojsko. Kako jih prepričati, da je vsaj del tega nujno potreben? Ja, jaz mislim, da bomo morali mi obrniti ploščo in začeti z druge strani. Ne. Začeti s tem sloganom. Ne. Orožje ne ubija, ubijajo ljudje. Čigav je to slogan? To je slogan American Rifle Association. Torej, enega najbolj ortodoksnih, trdih orožarskih institucij v svetu.
Mi zdaj s tem sloganom relativiziramo ves ta čas, ta prelomen čas, v katerem se nahajamo. Slavoj Žižek je prejšnji 14 dni nazaj na BBC-u govoril o tej objektivni nevarnosti, da se bližamo tem orwellovskem distopičnem svetu 3 svetovnih avtokracij. Ameriške, ruske, kitajske. Zelo spoštovan angleški zgodovinar Timothy Gordon Ash pravi za Evropo, nikoli ni bila v taki situaciji, nikoli v svoji zgodovini, kot je danes. Z vzhoda nam vojaško preti Rusija. Z zahoda nam ekonomsko preti Amerika. Z juga nam pretijo migracije. In od znotraj, iz same Evrope, nam preti ekstremna desnica. In zdaj, če mi zares vse to ne ponotranjimo, stvarno ne sprejmemo, da nimamo več komocije živeti v svetu kot včeraj, predvčerajšnjem, naši mladosti, v vaši mladosti in tako naprej. Namesto, da mi zdaj govorimo to, kar ste te silne številke, ki so praktično že abstraktne, ker so tako velike. Tudi ko govorimo o procentih, imamo zdaj Evropsko belo knjigo. Tudi ta govori samo o denarju, samo o milijardah, strašnih milijardah. Nenadoma je za obrambo možnost spraviti skupaj strašne milijarde, ki jih do včeraj za okolje niti pod razno nismo mogli zbrati, ali pa za šolstvo, ali pa za vse ostalo. Mi moramo danes začeti razmišljati ne samo na nacionalni ravni, ampak na evropski ravni, kako sebe kot Evropo na novo osmisliti, v vseh pogledih, vključno z varnostnim pogledom. Po drugi svetovni vojni smo imeli obrambni sistem, ki je zahteval velike naborniške vojske, potem je padel zid, se je svet spremenil, so se spremenile vojske, so se spremenile doktrine, ni bilo treba več masovnih vojska, nastale so male, profesionalne vojske, ekspedicijske. Tudi ta svet je minil. Mi imamo danes neko novo situacijo, v katerih potrebujemo vas, stare teritorijalce, da nam boste povedali in da boste pomagali tem mladim, šolanim častnikom in ljudem, ki se ukvarjajo z nacionalno varnostjo, definirati, kaj je to teritorijalna obramba 2.0. Kaj je ta teritorijalna obramba za 21. stoletje, ne koliko tankov, pa koliko avionov, pa koliko divizij, pa tako naprej. To je vprašanje, ki jih moramo mi zdaj odpirati. In če bomo tako odpirali vprašanja, potem ne bomo prišli v to, oprostite, to nemogoče relativizacijo, ki se kar naprej in kar naprej in kar naprej ponavlja, po kateri ne vemo, kdo je kriv, kdo je napaden, kdo se brani, kje so ogrožene vrednote, kdo jih ogroža, kdo jih želi zaščititi. Gospa ministrica, če malce pozamem gospoda Ciglerja, pri prejšnjem odgovoru je pravil, če hočemo nekaj novega, mora staro umreti. Ampak jaz se ne morem sprijazniti z dejstvom, da mora Organizacija Združenih narodov umreti. Je pa seveda res, da razprave v tistih lepih dvoranah preglasi streljanje na 40.000 mrtvih v Ukrajini, da jih preglasi jok 20.000 otrok, ki smo jih pobili ali pa so jih pobili v Gazi. Kaj mora torej storiti ta OZN? Tudi mi sedimo tam na odgovorni funkciji v tem mandatu. Ja, saj to sem želela prej nekako pokazati to nestrinjanje, da si jaz tudi ne želim, da bi organizacija kar zamrla, da mora najprej umreti, pa se vse raztreščiti, to zame pomeni tudi verjetno vojno, kri, vse, da se bo postavilo spet nekaj novega. Jaz mislim, da in upam, da tako daleč nismo. Je pa res, mi smo zdaj vsaj imeli prvo glasovanje v Ukrajini v varnostnem svetu. In to glasovanje, kolikor je bilo zapleteno in nasprotujoče si,
je uspelo do mere, da smo sprejeli med 5 varnostnimi stalnimi članicami, ki so danes Rusija, Kitajska, vse jedrske sile, skupno resolucijo za premirje v Ukrajini. Sprejeli z državnostjo evropskih držav, ampak sprejeli in mi smo jo tudi dali podporo, ker je to bila podlaga za začetek pogovorov za mir. In jaz mislim, moramo v tej smeri delati naprej. Eno je, da govorimo o reformi, pa kako narediti cel sistem bolj prilagodljiv, bolj učinkovit, bolj prilagojen današnji geopolitiki, ampak do reforme, jaz mislim, bo potekel čas. Predvsem moramo imeti zavedanje, in zato sem prej omenila tudi vlogo vseh teh držav, ki danes so v OZN-u, ni toliko zanemarljivo, ko imamo glasovanja, da je čez 130, čez 140 držav, ki pa vendarle se zavežejo k miru, k pravičnemu miru, k trajnemu miru in k mednarodnemu pravu. Tako da jaz ne bi bila tako črnogleda, da OZN danes ne deluje več, imamo pa izziv v varnostnem svetu, kjer imamo med sabo Rusijo kot agresorko, ki ne spoštuje ustanovne listine, države, ki so si razdeljene, paralizirane in je težko doseči glasovanje. Prejšnje leta mislim, da smo 4 do 6 resolucij za končanje vojne v Gazi sprejeli. Se načelno strinjam z vami, gospa ministrica, ampak povejte mi v konkretnem primeru, ne? Kaj bi se lahko, kaj se bo na Balkanu spremenilo na podlagi izjave v Bosni in Hercegovini sprejete tudi na pobudo Slovenije. 20. če sem prav preštel, podobna izjava na to temo je to bila. Kaj se bo spremenilo? Ampak zdaj bi jaz vprašala nazaj, kaj pa je alternativa? Eno je politika, eno je ureditev, eno je mednarodno pravo. To lahko politika s pritiskom in mora izvajati. Imamo neodgovorne politike, imamo režime, ki ne spoštujejo danes mednarodnega prava, ureditve. Ampak za nas je glavno vodilo še vedno spoštovanje temeljnih pravic, solidarnost, mednarodno pravo, zavezanost multilateralizmu, zavezanost organizacijam, v katerih smo. In še enkrat, tu Slovenija velike alternative nima in mi bomo vztrajali na tem dalje in se povezovali z državami. Je pa dejstvo, da do zdaj smo zelo bili povezani znotraj Evropske unije, zveze NATO, s tradicionalnimi zavezništvi. Danes se mi zdi, da nas svet in razmere silijo, da iščemo nova zavezništva ven iz tradicionalnih okvirov. In to pa mislim, da zelo spridoma dela. Pogledajte, pred slabim mesecem ste za Radio Sarajevo rekli, da je možna tudi uvedba sankcij Slovenije proti Dodikovemu režimu. Še razmišljate v tej smeri? Vse je na mizi. Za sankcije moram reči, da bi bilo idealno, če bi Evropska unija nastopila skupaj. Bilateralno je izjemno težko sankcionirati osebe. Moram pa reči, da sem ravno z dogodka, kjer smo v Sloveniji premierno zdaj kot ministrstvo zavrteli projekcijo dokumentarnega filma o 30. obletnici genocida v Srebrenici in kot prva država letos v vrsti držav začeli zaznamovati obletnico genocida v Srebrenici. In se mi zdi, so to mogoče majhni, mogoče ne toliko pomembni koraki, ampak opozarjamo, ozaveščamo in odpiramo vrata. Gospod Tirk, 14. aprila ste v Odmevih televizije Slovenija rekli, Trump je edini, ki lahko vsaj malo spremeni situacijo. Tudi potem, ko pravi, da se ne bodo več toliko kot doslej angažirali v Ukrajini, še vedno to mislite? No, jaz mislim, da Trump lahko zelo vpliva na situacijo. Zdaj ta njegov trenutni umik je taktičnega značaja. Jaz mislim, da se on ne odreka globalnemu voditeljstvu in voditeljstvu na en njegov svojstven način. Tako da ne verjamem, da je tu karkoli dokončnega. Prezgodaj je za take ocene. Vedeti morate tudi, veste, da so te stvari tako, bi rekel, nepopisno težke. Vse to razumemo, ne? Ampak potem, ko hočemo govoriti o rešitvah, vedno iščemo neke bližnjice. Ne? Jaz se spomnim, jaz sem zastopal Slovenijo v varnostnem svetu pred 25 leti, 20 leti. Ne? In takrat so bile razmere take, da se je dalo. Vzhodni Timor, pa smo šli z delegacijo tja, se pogovarjali z Indonezijci, s temi onimi in nekako je nastavljena rešitev, ki je rešila situacijo. Potem, ko je tam na vzhodnem Timorju bilo
25 let indonezijske oblasti, ki je nasledila portugalsko kolonizacijo in ni izkazovalo nobene možnosti sprememb. Ne so se spremembe zgodile, ampak šele po 25 letih in imeli smo to srečo, da smo bili v tistem času tam. No, zdaj so časi precej drugačni in jaz za Ukrajino recimo ne vidim rešitve v bližnji prihodnosti in tudi v stališčih držav, ki jih danes zavzemajo glede tega, ne vidim nič dokončnega. Te rešitve se bodo izkristalizirale ali pa, če hočete, izcimile bolj počasi. Spomnimo se samo, kako je šlo okrog Bosne in Hercegovine. Mi smo vsi želeli, da bi se ta vojna končala takoj. Ampak potem je pritisk Združenih držav Amerike omogočil, da so se začela pogajanja in ko so se ta pogajanja končala, smo si rekli, dobro, to je pa zdaj prvi korak k trajnemu nepovratnemu miru. Ampak gledajte, od takrat naprej je minilo spet že veliko let, pa še ni v redu. Ne? Ampak gospod Tirk, če Američanom ne uspe ta posredniška vloga med Ukrajino in Rusijo, kdo je potem na vrsti? Komu lahko uspe? Kitajski? Ši prihaja čez 2 dneva v Moskvo. Ja, gledajte, te stvari so spremenljive in jaz ne mislim, da je, veste, posredovanje, mediacija lahka stvar in da je neka določena država obsojena na uspeh tega. Ne, to so stvari, ki ponavadi ne uspejo. In ta ameriški delni uspeh v Bosni in Hercegovini je treba spoštovati. Ta je ustavil veliko vojno, je preprečil mnogo nadaljnega uničenja in tako naprej. Prišel v času, ko se je dalo nekaj narediti in nekaj je bilo narejeno. To zasluži priznanje. Vedeti pa moramo, da to ni bilo dokončno. Zdaj, Kitajska je recimo na začetku vojne v Ukrajini dala nekaj zanimivih izjav in tudi formaliziranih, kjer se je pozicionirala na način, ki bi omogočil neko vlogo. Ampak ni prehitevala in kot pač izkušena država razume, da so pač stvari take, da tu ne bo mogla s posredovanjem nič narediti. In je kasneje seveda gledala in še danes gleda zlasti na svoje dolgoročne in globalne interese. In ti interesi so taki, da jo vežejo na Rusijo bolj kot na kaj drugega. Ampak to ne zapira poti do komunikacije z drugimi, ne zapira poti do komunikacije z Evropo. No? Ampak tudi Evropa ima podobne probleme. Ne? Mi tudi vidimo stvari na en določen način in ne izkazujemo prav velike sposobnosti, da bi se postavili v čevlje drugega, pa videli še problem Ukrajine v kakšnem drugem kontekstu. Jaz ne verjamem, da se bo to dalo doseči v kratkem, ta vojna bo trajala in mi moramo biti pripravljeni, da se s tem dejstvom soočimo. In naj še enkrat povem, mi smo seveda pri vstopanju v Evropsko unijo slišali toliko pozitivnega in tako smo se sami sebe prepričali v to, da je to neka avtocesta v nek mirni in idealni svet, da moramo zdaj napraviti ten napor in se osvoboditi te iluzije in potem videti z majhnimi koraki, iskanjem kakršnihkoli možnosti. Danes, da zaključim, našim kolegom v varnostnem svetu ne zavidam njihovega življenja. Prav ničim ne zavidam. Jaz sem v varnostnem svetu bil in vem, kako tam zgleda, kadar imate nočne dnevne seje in vi imate majhno delegacijo, ker ne morete rotirati na sestanki, kar večje delegacije lahko. Vem, kako to postane fizično in psihično neznosno. To ni lahko delo. Ampak danes so razmere take, da seveda moramo spoštovati napor naše diplomacije, ki dela konstruktivno, ki zna najti točke, na katere je prav, da država, kot je Slovenija, pritisne. Mislim, da delajo dobro, to, kar sem imel priliko videti. Ne? Ampak razmere so enostavno take, da ne smemo pričakovati rezultatov kmalu. To ni kakšna posebna modrost, to vsi veste. Tisto, kar jaz lahko dodam, je mogoče malo barve, vonja in okusa iz preteklih izkušenj. Pa je gospod Tirk res vedno slišati v tisto palačo jok otrok iz Gaze, recimo? Je v tisto palačo Združenih narodov ali pa vsaj sobe varnostnega sveta res vedno slišati jok otrok iz Gaze? Glejte, veste, svet diplomacije je skrajno ciničen svet. In vi boste našli zelo spretne ljudi, ki vam bojo znali razložiti nasprotno zgodbo z veliko podrobnosti in veliko elokvence in z veliko prepričanosti v lasten prav. Ne domišljajmo si, da logika
deluje tako, kot si mi predstavljamo. Ne? Logika ima svojo zelo omejeno vlogo v teh procesih in kadar se razmere razvijajo na način, ko je možno kaj napraviti, da je treba to narediti, ampak zdaj zaenkrat razmere niso take. Skratka, jaz sem zelo, rekel bi, zadovoljen. Jaz razumem naše diplomate v New Yorku, jih razumem in z njimi sočustvujem. Vem, kaj se pravi iti skozi ta pekel diplomacije. Ne pričakujem pa, da bodo svojim plemenitim in kompetentnim naporom lahko svet preobrazili. Tega pa ne pričakujem. Gospod Cigler, če Američani v Ukrajini odnehajo, če novega posrednika ne najdemo, se bo Evropa prej ali slej kadrovsko denarno izčrpala in enkrat se mi vsiljuje primerjava z recimo Češko-Slovaško leta 1968, ki smo jo verno prepustili Rusiji. Ja, ta nevarnost seveda obstaja. Zdaj, v tej črni zgodbi ali pa brezperspektivni zgodbi o Evropi lahko pogledamo stvar tudi z drugega vidika, ko pa nenadoma postane bolj pozitivna. Ta ogroženost, varnostna, politična, ekonomska, migracijska, praktično na vseh področjih življenja, je hkrati mobilizacijska moč za izgradnjo, za formiranje ene drugačne Evrope, kot smo jo bili navajeni zadnjih 20 let recimo, odkar smo mi člani Evropske unije in NATO. Mi vidimo zdaj en svetovni fenomen, ki se imenuje antitrumpizem. V Kanadi verjetno ne bi zmagala politična opcija, če ne bi bilo te vulgarne ameriške politike. Na drugem koncu sveta, v Avstraliji, prav tako bi zmagala drugačna politična opcija, pa ni. V Evropi je malo drugače, v Romuniji izgleda, da je zmagal Trumpov človek, saj tako. Hočem reči, da Evropa v celoti, seveda so odkloni na eno in drugo stran, Madžarska, Slovaška in tako naprej, ampak Evropa v celoti razume, da če bo Ukrajina na tak brutalen vojaški način padla, bo prej ali slej začela padati tudi ostala Evropa. Mi moramo razumeti, da v ruski vojski danes je vsega manj kot 20% častnikov, visokih častnikov, ki so začeli to vojno z Ukrajino. 80% ruskega visokega častniškega zbora je mrtvih, penzioniranih ali pa so nekje daleč za Uralom. Tam nastaja zdaj ena vojska, ki je vojska 21. stoletja. Druga taka vojska, ki je prav tako vojska 21. stoletja, nastaja v Ukrajini. To bosta že jutri po jutrišnjem dve najmočnejši vojaški sili v Evropi. Ko vse vodilne evropske obveščevalne službe ocenjujejo, da je window of opportunity, torej verjetnost, da bo ta ruska vojaška reorganizacija, ki zdaj poteka, dosegla svoj pik, svoj vrh, torej da bo ta nova vojaška mašinerija dozorela, je to zadnja leta tega desetletja, prva leta naslednjega desetletja. Gospod Božič, berem kakšen dan nazaj neke primerjave, ne vem, sem prav razumel, ko govorimo o jedrskem orožju, je razmerje med Rusijo in Evropo, recimo, če ima Evropa 100 enot jedrskega orožja, jih ima Rusija 6000. Ali drži ta primerjava? Ja, drži. Ampak se tega zaostanka preprosto ni mogoče nadoknaditi. Ne, ampak vemo, če je jedrsko orožje, balistično jedrsko orožje uporabljeno, tako ni pomoči vsem nam. Torej, jedrsko balistično orožje, ki ga ima Rusija, mislim, da 3-4-krat uniči svet.
Amerika mogoče malo manj. Torej, s tem, da ima Rusija še ogromno taktičnega jedrskega orožja, ki ga pa Evropa oziroma Amerika praktično nimata več. Prej bi pa samo nekaj, če še lahko omenim. No? Torej, jaz mislim, da moramo govoriti včasih o interesu. Kaj je naš interes Slovenije danes? In verjetno če je 5 let nazaj bil interes multilateralizem in tako dalje, in Evropa in Evropska unija, je danes treba razmisliti, ali so mogoče kakšne druge povezave tiste, ki nam bojo omogočale preživetje od naših sosed ali kakorkoli nam samih. Torej, in Kitajska, Rusija, Amerika so jasno izrazili kakšen interes in so rekli, ta multilateralizem, Združeni narodi za nas ne obstajajo več in mi želimo drugače postaviti svet. In zdaj samo gledamo, kdo bo zraven. Torej, jaz mislim, da moramo o tem govoriti. Kaj nam zagotavlja, kdo nam zagotavlja, katere povezave, da mi preživimo kot nacija na dolgi rok. Že prej sem omenil sekretarja Ruteja, tudi našega premijera Goloba je včasih slišati ne samo denar za vojsko, ampak tudi za nekatere projekte, ki se tako ali drugače navezujejo na vojsko. Sprašujem vas, ali slučajno veste, koliko Slovencev ima prostor v zakloniščih na Slovenskem? Ne veliko, ampak to ni... 17%. Tako, verjamem. Ampak to se pravi, to je vse posledica našega prepričanja, da vojne več na tem delu sveta ne more biti, da to ni treba vzdrževati in da pač lahko ta del zanemarimo. Ker nismo nikoli gledali, kaj je interes države, da bo ta država kot mala nacija, da bomo preživeli. Torej, mi smo pripeljali skozi generala Maistra, skozi partizane, skozi osamosvojitveno vojno, na kar smo se ponosni, smo pripeljali do samostojne Slovenije in zdaj smo pred tem, ali bomo to ne zaradi nas samih, ampak zaradi nekih večjih držav, ki lomastijo po tem svetu, to izgubili v prihodnje ali ne. Torej, in zdaj moramo samo reči, da to želimo imeti in da to želimo ohraniti. In to je ta potem dodatek, ki gre skozi obrambni proračun, lahko za prava zaklonišča in tako dalje. Torej, ta del, ki je. Mi smo pa to zamudili, torej ni to obrambni del bil, to so bile predvsem občine, lokalne skupnosti in tako dalje in so začele to uporabljati za druge zadeve, tržiti zadeve, ki bi morale ostati zaklonišča, ker pač niso bile več niti to potrebno. Ja, gospa in gospodje, zadnje 4 vprašanja pa vas prosim za, v svoji prejšnji službi sem rad rekel, za minuto trajajoč odgovor. Gospod Cigler, pogledajte, Iztok Seljak iz Hidrije je pred mesecem dni dejal, da imamo 43 industrij prihodnosti. Kitajska je na prvem mestu pri 37, Amerika pri 6, Evropa pri nobeni. A smo mi, gospod Cigler, živeli s plašnicami na očesih? Nismo, živeli smo lepo, ko bo. Ali nismo videli Kitajske ali kaj? Smo, ampak to nas ni motilo. Vse je bilo v redu, smo lahko kupovali poceni. Danes poslušamo izjave iz Bruslja, ponujajo prosta mesta in stimulacije za ameriške znanstvenike, ki jih Trump izganja iz ameriških univerz, da pridejo v Evropo. Pa čakajte, gospod Cigler, a se vi počutite kaj odgovornega kot diplomat, da niste videli na Kitajsko? Ne. Jaz mislim, da smo bili v vsem tem času odlične predsednike, odlične ministre. Ki niso videli na Kitajsko. Izvolite, gospod. In da, kot je rekel predsednik, da smo slovenska diplomacija v vseh teh letih pristojno ali pa dostojno danim razmeram realno reagirali na stanje sveta in nas v njem. Zelo diplomatsko povedano to, kar ste zdaj povedali. Gospod Božič, ob tistih prejšnjih številkah smo pozabili na eno samo zadevo, nobeni desni, nobeni levi vladi ni uspelo napolniti te slovenske vojske do tistega števila, ki bi bilo potrebno. Potrebno za obrambo domovine. Tako. Za obrambo, ne za NATO, obrambo domovine. Ali tudi tega ne znamo, nočemo, ne zmoremo? Nočemo. Bodimo odkriti, jaz sem to povedal. Politika ni to nikoli hotela. Imamo tukaj kolege, ki so bili z mano, politika tega ni nikoli želela in tega dala. Tisto, kar smo se zmenili, da bomo to dali v obrambni sistem za gradnjo našega obrambnega sistema. In ker tega nikoli ni bilo, vojska tega zgraditi ni mogla enostavno. Torej, bili smo vedno na dobri poti. Vem, se spomnim, in jaz sem zadnjič generalu Lipiču še povedal, hvala Bogu, da je upravil nakupe, ki jih upravil takrat kot načelnik in šef logistike. Brez tega
bi verjetno šli na bicikle, ne? Tako kot bi včasih vico v nekateri drugi državi. Ne? In nikoli ni bilo, ko se je začelo, smo zaustavili. Ko se je začelo, smo zaustavili. In nikoli tega ni bilo. Ne? In je politika vedno obljubljala in jaz mislim, da je bilo narobe to, ne? Da smo rekli 2% za NATO. In ljudje so to narobe razumeli, da NATO, tam enim v NATO devamo 2%, ne? Nobenemu v NATO ne devamo 2%, rabimo za slovensko vojsko in bo vedno prekinjeno. In jaz se bojim, da bo zdaj tudi prekinjeno. Torej, jaz se bojim, da bo pa zdaj, ne, tudi politika izrabila ta res 2%, ampak za neke druge zadeve, kot pa za to, da zgradimo vojsko. Ne? Jaz menim, da vojsko treba zgraditi, da je operativna, da deluje in da je opravlja naloge, ki so zapisane v zakonu o obrambi, obrambo domovine, in potem se vse ostalo še lahko namenja za vse ostale zadeve, ki grejo poleg tega. Torej, danes je vojska, kako rečemo to, kako sem bral, to je tako sposobna za delovanje v miru med 3 in 4, to je tako, kot da bi rekel, da gasilci, danes imamo gasilce vaške, smo super, ampak ko zagori, ne nas sklicate, ene druge malo pokličite, no. Podobno. Za tanko to primerjavo ste mi vzeli iz jezika, kolikokrat je zdaj slovenska vojska dobila pozitivno oceno v vseh teh letih za delovanje v vojnih razmerah? Mislim, da noben. Ja, Vaše dobi bo tisto zadnje, ki smo bili sposobni oceni. Tudi jaz mislim, da ni bilo nikoli. Gospod Terk, še za vas zadnje vprašanje. V tistih odmevih, ki sem jih prej omenjal, ste dejali, moralna kapitulacija Zahoda, ste poimenovali ta evropski molk ob dogajanju v Gazi. Moralna kapitulacija Zahoda. Ja, s kakšno pravico lahko razglasimo kapitulacijo, ko eno avionsko postajo od nas umirajo otroci? Ja, gledajte, jaz sem poskušal dati eno neusmiljeno diagnozo, ki si jo lahko privoščim, ker nisem na politični funkciji. Če bi bil predsednik republike, bi mogoče izbral nekoliko drugačne izraze, ki bi poskušali sporočiti isto. Ampak dejstvo je, da je Evropa tukaj moralno kapitulirala pred nasiljem. In zdaj mi se še ne zavedamo vseh dolgoročnih posledic, ki jih bo to prineslo, ampak te bodo prišle, o tem smo lahko prepričani. Rad pa bi še nekaj prej povedal, ker ste me izvali s tisto temo o Kitajski. Veste, ni res, da nismo imeli kontaktov na visoki ravni. Jaz sem kot predsednik republike bil na Kitajskem in na uradnem obisku z vsemi aspekti, ki so bili potrebni za to stvar in tudi z dogovori, ki so bili čisto razumni za tisti čas. In ne bi zdaj želel razpravljati, kaj se je vse zgodilo med tem od takrat do danes. Rad bi pa samo pozval, da zdaj pri tem velikem iskanju, ki se bo dogajalo v Evropski uniji, ker Evropska unija se zdaj začenja soočati s svetom, ki je precej drugačno od tistega, ki ga je pričakovala. In mi bomo imeli neko, ne zelo veliko, ampak eno določeno možnost, da neko svojo lastno nišo v tem iskanju zgradimo. Iskanje bo trajalo dolgo in pri graditvi te niše moramo poiskati vse te točke iz naše dosedanje izkušnje, kjer smo nekaj se naučili, nekaj vemo in znamo nekaj narediti. To je vsekakor tudi na Balkanu, to je vsekakor v Evropi, ampak to je tudi vsekakor v odnosu do Bližnjega vzhoda, o čemer je ministrica prej govorila. Mi tam nismo nepoznani ali necenjeni. In to je tudi v odnosu do Kitajske. Skratka, mi moramo na vseh teh točkah poiskati neke lastne niše. Iskanje bo dolgo in končne rešitve ne bojo naše. Ampak če hočemo kakorkoli nekaj malega prispevati, moramo zdaj graditi te nove pristope. In to nič ne zmanjšuje potrebe, veste, potem, da smo mi obrambno usposobljeni. Tako to naj kar bomo, se to je prav, ne? Ampak ne smemo pričakovati, da bo se vsa stvar zgodila tako, da nas bodo Rusi napadli, mi jih bomo pa premagali. Ne? To ne bo tako, ne? Stvari bojo bolj kompleksne in še vedno, in jaz verjamem, da je zelo verjetno, da bodo se razrešile brez svetovne vojne. Nočem banalizirati stvari in verjamem, da ste se trudili, gospod Terk, ampak veste, ta Evropa se je šla zeleni prehod in 98% sončnih panelov uvažala z Kitajske. Ta Evropa je rekla po letu 1935 ne bo več avtomobilov na bencinski pogon, baterije pa z Kitajske.
sleherni obrtnik v Slovenski Bistrici vam pove, da se ta projekt ne more iziti. Seveda, jaz sem prav zaradi takih stvari kritiziral tisto prej tako na kratko, tisto politiko, ne, da je treba s Kitajsko napraviti delinking. Ne. To je bila napačna politika Evropske unije. Zdaj so prišli na eno drugo formulo de-risking in iz nje počasi prihajajo k neki bolj kooperativni formuli, ampak je komplicirano, to ne gre hitro in čez noč in zaradi tega bo to trajalo. Ampak poskusi so tu v preteklosti, se strinjam, so bile narejene napake, te napake je težko priznati in ni treba, da jih priznamo, zdaj iščimo boljše rešitve. Ja. Hvala, gospa ministrica, povejte nam vendar en optimističen stavek za konec. Rekli ste, ne verjamem, da živimo predvečer 3. svetovnega spopada. Se pravi, vse, kar je pesimistično, spustim, da ne, samo za Bližnji vzhod, za Gazo, pa bom šla res na optimizem na koncu. Se zelo strinjam z oceno in ravno danes sem imela priložnost to ponoviti, da je svet tukaj padel na preizkušnji humanosti. In tu je Slovenija res v zelo mali manjšini držav znotraj Evropske unije, kjer smo si dobili ogromno priznanja, zlasti v arabskem svetu, skušala narediti vse, da bi se ta morija v Gazi končala in še vedno to delamo. Zdaj, kar pa je pozitivno, pa res lahko rečem, to, da sedimo zdaj 2 leti v varnostnem svetu, je nam odprlo vrata za marsikakšne nove politične povezave. In to smo s pridom izkoristili. Jaz sem v zadnjih 2 letih, mislim, da 3-krat s kitajskim ministrom zelo dolgo skupaj sedela, mislim, da lani peljala največjo gospodarsko delegacijo tja, Indija, države, kar sem prej omenila, bila je to investicija v izgradnjo nekih novih odnosov, ki je mogoče ne bi bili do te mere deležni, če ne bi sedeli v varnostnem svetu. Ker smo bistveno lažje si odpirali vrata in smo, jaz mislim, da ogromno investirali v te nove odnose. To je ena velika investicija danes, ki jaz upam, da jo bomo znali kot politika tudi naprej negovati in še krepiti, ker se mi zdi, da pa smo v tem delu res, če je to en dober dosežek, je zagotovo dosežek, da smo marsikje danes na zemljevidu prisotni in tudi slišani. Bistveno več, kot smo bili prej. Hvala lepa, da ste nas poslušali, hvala lepa, gospa in gospodje, da ste razlagali. Če dovolite, jaz bi se našim sogovornikom in voditelju zahvalil z enim skromnim darilcem. Prepričan sem, da je nekaj odgovorov takšnih, ki nas bojo še vodili naprej, da bi še marsikalo vprašanje bilo, vendar časovno smo tudi malo omejeni. Tako da še enkrat hvala lepa in vsem lep večer. Srečno!